žal današnja seja ni prinesla zahtevanih odgovorov na zastavljena vprašanja, kateri smo hoteli postaviti na sami izredni seji. Nikakor mi ne more biti jasno, zakaj župan nikakor noče pokazati samo par ključnih pogodb. Jaz sem ga na sami seji javno pozval, da bi to pokazal in pač res dejansko mi ni jasno, zakaj tega neče storiti. Bistveno je to, da pridemo do določenih odgovorov in ti odgovori so izhodišča za ves razvoj na Veliki Planini naprej. Dokler teh odgovorov nimamo, ne moramo vedeti, kakšna so izhodišča za zagotovitev vode na Veliki Planini. Mislim, da je to en od ključnih odgovorov. Tukaj je bilo pač potrebno pokazati samo par pogodb in dejansko še, ne vem, res zato na župana, zakaj tega neče pokazati. Lepša hvala. Poglejte, po 6 urah razprave v Veliki Planini niti nismo zaključili zadnjo točko, kar zgolj dokazuje, da je bila izredna seja v Veliki Planini še kako potrebna, ker problemu Veliki Planini, ki je v vseh teh letih od občine terjal več kot 3 milijone evrov sredstv, se je treba odkrito in pošteno odgovoriti. Danes smo ogromno razpravljali, veliko smo povedali, po 6 urah smo sejo prekinili, drug teden v sredo bomo nadaljevali, takrat jaz pričakujem, da bomo kakšne konkretne zaključke sprejeli, da ne bo vsa ta naša razprava šla v prazno. Se je pa še zdaj v razpravi izkazali, da za razvoj Velike Planine je ključno pripeljati vodo na Veliko Planino, ker od tega je odvisno, ali se bodo razvijale nastanitvene kapacitete, ali se bo lahko razvijal Šimnovec in še vse druge podrobnosti. Ugotovili smo tudi to, da v vseh teh letih občina kot lastnik družbe Velika Planina enostavno ni dala ene prave vizije temu nadzornemu odboru in upravi družbe. In to je tudi družba danes povedala, da oni so imeli določene predloge, oni so imeli določene ideje, da pa strani lastnika, v tem primeru občine, enostavno niso dobili podpore za realizacijo teh idej. Jaz pričakujem, da bo razprava o Veliki Planini še kako živa naslednji teden, predvsem pa si želim, da bi ta razprava prinesla ene zaključke, ki bi lahko Veliki Planini pomagala, da bi zasijala v vsem svojem sjaju. Velika Planina je zagotovo vedno tema, tako kot nogomet ali morda kaj podobnega, saj se vsi spoznamo nanj. Potrebno je poudariti, da smo si na nek način končno, lahko rečem, izmenjali medsebojna stališča, tako svetniki, tako koalicija, tako opozicija, kot tudi sam sem povedal nekaj misli, ki predvsem govorijo o tem, da Velika Planina ni moj greh v teh 15 letih, ampak da je bil greh storjen že davno prej. Morda takrat, ko so 64 leta postavili to gondolo in seveda potem so se časi bistveno spremenili. Ne omenjam današnje recesije, ampak vendarle v desetletjih so naprave se starale, nikoli pa ni bilo tiste korajže, ne v bivši skupščini občine Kamnik, ne v občinskem svetu, da bi rekli, gondola da, smučarske naprave da, veliko smučišče, malo smučišče ali samo letni turizem. Nikoli ni bilo te korajže in tudi danes se je izkazalo, da ni župan kriv za vse, tudi za minula leta 15 let, kajti vendarle so bili problemi takšni in drugačni, zagotavljanje denarja pa je bilo tisto, ki je bilo vedno neka bojazen, že spet vlagamo v infrastrukturo in občina nima nič od tega. Če se samo spomnimo, da so v 90 letih, konec 80 let, to družbo dali stolu, da jo potem vrnil, da sem kot župan ali občinski svet 3 leta, 95, 96, 97 in tudi 98 še smo odplačevali kredite in da je potem neprestano, konec koncev tudi vodstvo družbe je enkrat bilo boljše, enkrat slabše, ampak danes pomeni, smo si nalili čistega vina, trdim, da tudi tista razmišljanja Majnika, ali je dal ovadbo, ali je prijavil, da smo prali denar, da smo ne vem kaj počenjali od 99. leta do 2005, mislim, da je potrebno iz konteksta, ki ga je Majnik izbiral, zbrati zgodbe in ugotoviti, da je družba konec koncev z takšnimi sredstvi, čeprav nekateri govorijo o 4 milijonih, da je delovala in skoraj neprestano vozila. Mislim, da je pomembno reči tudi to, kar so opozarjali tudi svetniki, da je potrebno ločiti, eno je družba, Velika Planina, drugo je pa območje Velike, Male, Gojške planine in celotne doline Kamniške Bistrice.
Vizijo ima vsak svojo, tudi svetniki so o tem razpravljali, jaz imam pa svojo vizijo, jaz pa razmišljam o Veliki planini tako. Če vprašamo 20.000 Kamničanov, ima vsak svoj pogled na, eden je zadovoljen, en je manj zadovoljen, tudi od trenutnega vremena, tudi od njegovega navdušenja nad planino, morda letos pozimi, ampak vendarle težko je reči, ali imamo res tisto skupno vizijo. Skupna vizija, jaz sem jo skušal zagovarjati, napisana ali ne napisana, da Velika planina ni veliko smučišče, da je to v pogojih naravnega snega, naravnih padavin družinska smučarija, da pa vendarle številke govorijo, da je Velika planina obiskana 70% poleti. In simbioza med pastirji, bajtarji, vikendaši in družbo je tista, ki mora povezati vsebine in konec koncev ti štirje bi morali tudi usklajevati in skupne interese in na nek način peljati razvoj naprej.